Gledate oddajo Klepet ob kavi. Nihalo, kaj vse mi lahko zaupaš? Jože Munih je tisti, ki nam bo danes zaupal vse to. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Radiestezija je precej praktična stvar, kako, kaj, vse to bomo danes izvedeli. Jaz vam vračam tole vaše nihalo. Načeloma mora imeti vsak svojega, ne? Načeloma ja, da se pa tudi sposoditi, tako da ni to kakšen bav, da... Ni bav. Ja, glede na to, da je nihalo nek pripomoček nas, ne, ker če mi izhajamo iz principa sploh, kako radiestezija deluje, v bistvu ugotavljamo, da smo mi tisti inštrument in nihalo je pa ta kazalcev inštrument. Bom potem razložil naprej. Ne? Torej, ne gre za nek predmet, ki ima magične sposobnosti, ampak smo mi tisti, ki imamo te sposobnosti, nihalo je pa samo tisto, ki to kaže, oziroma preko katerega se to pokaže, prikaže. Ja, v bistvu funkcija nihala je res, da pokaže. Druga stvar je pa, da nekako z obliko našo podzavest spodbuja k pravilnim odgovorom. Zato mora biti tudi nihalo ta pravih dimenzij, ta prave oblike. Ne? To je tista funkcija, kar se tiče nihala. Kar se tiče samega nihala. Ja. Ker vem, da nekateri recimo to počnejo s prstanom, pa z verižico, pa take zadeve. Bi to kot radiestezist, ki se s tem ukvarja že 35 let, svetovali ali bolj da ne, je to bolj za igro? No, tudi jaz oziroma tako kolegi smo se v mladih letih igrali s tem, ne, da smo nekaj obesili gor na vrvico, verižico pa vprašali, ampak dejansko tam da se dobiti odgovor ja ali pa ne, kaj več pa ne, da bi nekaj bolj natančnega. Pa problem je v tem, kako vprašaš, pa kako se povežeš s tem, kar vprašuješ. Tako da ni tako enostavno, da kar vzameš v roke in da bo kar nekaj pokazalo. Za radiestezijo potrebujemo kar nekaj znanja, vi boste imeli tudi v kratkem delavnico le-tega, ampak sicer pa rozeto in pa nihalo. Torej, nihalo nam daje kakšne odgovore. Zdaj slišali smo da, pa ne. Kaj vse še lahko izmerimo, v kakšnem smislu in kakšnem odnosu so te čarti, te tabelce, te rozete, ki jih tudi uporabljajo radiestezisti? V bistvu osnovni princip odgovorov z nihalom ali pa našega odgovora, če tako rečem, je ja in pa ne. To je tista osnova. Ne? Tako da dejansko mi, ko nekaj vprašamo, lahko dobimo odgovor, da to je to ali pa da ni. Naprej pa se da, potem pa, no, če tako rečem, če nekomu, ali pa če pogledam, če je nekje dobra energija, dobim odgovor ja ali pa ne. Potem pa, če hočem pogledati, kaj to dejansko je, je pa še en kup odgovorov, glede tega, kakšna vrsta energija, koliko močna, na kaj deluje, a je to dobro za nas, a ne. To se da potem pa preko teh podlog, recimo, ker tudi pokaže, recimo, lahko zmerimo in energijo, pa v koliko procentih deluje, kup stvari, ali pa vrsta energije. Te podloge nam v bistvu za to pomagajo, da lahko določimo bolj natančno tisto, kar vprašujemo. Vi ste začeli z radiestezijo v povezavi z vodo, kaj ne da? No, v bistvu niti ne. Začel sem splošno. Najprej sem šel na tečaje, ne, tako kakor prihajajo zdaj tele moji tečajniki, recimo, ko pridejo na tečaj. Tako da sem se na osnove naučil, da sploh, da sem znal nihalo držati, pa kaj kako deluje. Kmalu po tistem, dejansko, ko sem pa začel s tem delati, me pa povleklo v naravo k vodam. In dejansko skozi ves čas je to en tak čudovit hobi, ki me pa skozi povezuje z naravo. In v naravi je ogromno stvari, ki se da odkriti, pa ugotoviti in
in te v bistvu zapolnjuje, ne, da veš, pa vidiš, pa zaznaš, da je marsikaj dobrega tudi v naravi. Ne. In vse te knjige, ki ste jih napisali, so tudi plod vašega dela. Vse te knjige si lahko pogledate tudi na klepetobkavi.si in boste za naslednjih nekaj let imeli veliko nasvetov in namigov za izlete, da bodo le-ti še malce bolj zdravilno in čarobno obarvani. Sicer pa v vsakdanjem življenju, če poznaš in znaš radiestezijo, jaz velikokrat vidim v kakšni trgovini, mogoče celo nekoga, ki vzame v roke neko živilo in si tam z nihalom meri. Kaj to merijo? V kakšnem smislu to dejansko deluje? Kako v vsakdanjem življenju lahko živimo potem z radiestezijo? No, mislim, da moram imeti pol zdaj prav ta začetek, dejansko kako deluje ta radiestezija. Dejansko mi dobivamo oziroma zaznamo na tem zavestnemu nivoju recimo okrog 1000 informacij na sekundo, na podzavestnemu nivoju dobimo pa par tisočkrat več. In v sebi veliko stvari vemo in tisto vedenje pa težko vse naenkrat ven spraviti. Določene stvari imamo povezavo, lahko dobimo, recimo zaznamo ali pa nam intuicija pove. Veliko stvari se da pa dejansko preko nihala. Se pravi, da mi recimo hočemo vprašati, kakor ste rekli, recimo eno hrano, imamo, to je primerno za nas ali ni. Čim se mi osredotočimo, se pravi povežemo s to hrano preko podzavestnega nivoja, mi v sebi vemo to, a ta hrana je dobra za nas, ali pa ni. Na zavestnemu nivoju pa ne. Se pravi, da potem, ko mi to vprašamo, vprašati moramo zelo natančno. Se pravi, da zastavimo res vprašanje tako, da lahko je odgovor samo eden oziroma dva, ja ali pa ne, recimo. In ko to vprašamo in se povežemo z predmetom, mi dobimo preko podzavesti nek signal v roko, ki je pa že vnaprej s podzavestjo dogovorjen. In ta signal nam potem roko zaniha in skozi to dobimo, recimo, že prej pa v začetku smo se mi naučili na tečaju, recimo pri meni je to odgovor ja in tako je odgovor ne. In recimo često vprašam, ta hrana je primerna za mene, recimo mi reče ja, pomeni, da je to za mene primerno, ker v sebi to vem. Ker v sebi vemo ogromno stvari, samo to zaznati, pa ven dati pa malo teže, ampak preko radiestezije gre pa zelo fajn. In to je tista uporabnost, da marsikaj lahko sami vprašamo, marsikajšno odločitev, lahko je na osnovi tega. Ali pa... Si lahko tudi sami potem zmerimo, kje bi bilo najboljše, da stoji postelja, pa za otroka postelja, pa take stvari? No, to je ena takih osnovnih stvari, ki se nekako jih naučimo na tečaju, ki se zdi najbolj uporabno ali pa nujno skoraj, da mi preverimo tista mesta, kjer se dalj časa zadržujemo. Recimo, če se zadržujemo dosti na kavču, pa na posli sploh, ampak na posli, če imamo mi neko energijo, ki nam ne prija, da ne rečem škodljivo, ampak nam nekako blokira ta pretok energije, nas spravlja recimo na tem mestu v neko drugo vibracijo naše organe in skozi čas, recimo je lahko to par let, pride do tega, da to delovanje toliko vpliva, da lahko določen organ v telesu zaradi tega tudi zboli. Zato je zelo primerno, da mi pregledamo ta mesta, recimo predvsem postelje. Vse to so potem znaki, recimo že na splošno, če ležimo na slabem mestu, slabo spiš, te tlači mora,
kakšna vročina daje, nenaspan si zjutraj. To so taki znaki, ampak mi dostikrat nismo pozorni na to, pač mislimo, vse gre naprej, ne. Ampak potem, ko določen organ obupa, potem je treba pa neko medicinsko pomoč ali ne vem kaj, ne. Jože, delavnica, ki jo boste izvedli, samo 20 ljudi sprejmete, to je maks. En dan je tak bolj teoretičen in hkrati tudi praktičen, se pravi, notri se dogaja, potem naslednji dan greste pa ven, v naravo, oziroma nasploh zunaj. Kaj pa zunaj potem merite? Kaj se tečajniki, česa se bojo naučili zunaj meriti? No, v bistvu ta tečaj je koncipiran tako, da ima v bistvu 3 po 3 ure. In prvi del je ta tako nekako teoretični del, da se spoznamo z temi principi, kaj to je in tako naprej, in da začnemo delati z nihalom, preizkusimo tudi nihalo, a je ta pravo ali ni, ker dostikrat so neka nihala tudi taka, da določene odgovore ti da pravilne, za nekatere pa te moti, če ni v redu nihalo. In potem tudi zmerimo to osebno energijo, čakre, to je recimo tisto prvi dan, ne. In prvi dan imamo običajno samo 3 ure, ker problem je, da pri tem delu se človek kar dosti utrudi, ker je potrebna posebna koncentracija, ker moraš biti koncentriran na tisto, kar iščeš, na tisto, kar misliš, da iščeš. To je kar dosti težko. In po recimo 15-20 minutah so udeleženci kar utrujeni že. In če bi potem imel še naprej, recimo še naslednje 3 ure, že ne bi več šlo. No, drugi dan imamo potem pa še zmeraj v prostorih, in sicer se učimo pa izmeriti energijo v prostoru, recimo tako, da znamo v stanovanju izmeriti, da ugotovimo, kje so dobra mesta, oziroma najprej pogledamo, kje so tista kritična slaba in kje so dobra. Tako da potem prostor, kjer živimo, poznamo. Potem zadnji del je pa v naravi, tam pa spoznavamo te točke narave, probamo kakšen vodni izvir izmeriti, tako da dobimo občutek tudi to. In probamo tudi te, bi rekel, dobre kamne, megalite, ampak sicer imamo za meriti malo manjše, ne? Ampak princip je isti, da jih znamo postaviti na zemljišče, da recimo postavimo lahko tudi neko zaščito, nek trikotnik, ki potem ščiti recimo določeno področje, ker včasih so, oziroma naši predniki tam 200-300 let nazaj, so postavljali temeljne kamne z drugačnim namenom, kakor zdaj je to politična opcija, ne. Ampak včasih so temeljni kamen postavili na dobro mesto, se pravi, so poiskali, kje je recimo dobro mesto kjer ne bi bila hiša, ne. Odčitali to energijo in potem so na tisto točko postavili megalit, temeljni kamen z enako energijo kot tista točka. In potem v bistvu to so v smislu te tako imenovane trojnosti, bi bil eden recimo zemeljski vidik, eden nebesni, eden astralni. In potem, ko to prav postavite, povežete med sabo, dobite prostor v tem trikotniku brez slabih energij. Ni potrebno nobenih zaščit, nič, in to stalno deluje. Ja, radiestezija je nadvse uporabna v vsakdanjem življenju in meni osebno je že velikokrat pomagala. In pri tem, da sem našla izgubljene predmete, celo živali že, do tega, da sem se ustrezno pravilno odločila, šla potovati v prave kraje, tam izbrala prave možnosti. Tako da iz prve roke vam rečem, zadeva vsekakor deluje in priložnost imate, da se radiestezijske dejavnosti naučite od Jožeta Municha osebno. 20 tečajnikov bo torej sprejel v mesecu maju. Več informacij najdete na klepet@kavi.si oziroma lahko kar pokličete na 026 200 230. No, na spletni strani pa med drugim lahko pogledate tudi, kateri so tisti kristali, ki so trenutno zelo, zelo aktualni. Tudi to je na nek način povezano. Preverite skratka.